Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Jože Rovan je upokojeni profesor statistike, je dolgoletni planinski delavec in do nedavnega predsednik Planinske zveze Slovenije, ene največjih in najbolj množičnih nevladnih prostovoljnih organizacij v Sloveniji. Organizacijo je vodil med leti 2018 in 2026. Je turnokolesarski vodnik, planinski vodnik, markacist, inštruktor markacist, planinec, gornik, turni smučar, potnik, pobudnik številnih razvojnih projektov, človek, ki že desetletja soustvarja slovenski planinski prostor. Njegova pot vodi od družine do poklica, od urejanja planinskih in turnokolesarskih poti do vodenja ene največjih prostovoljnih organizacij pri nas, pri tem pa ostaja zavezan goram in skupnosti ter ideji, da so poti, tako v naravi kot v življenju, stvar ljudi, ki jih ustvarjajo in gradijo. Jože, živjo. Lep pozdrav. Hvala, da si vzel čas. Povej mi, zdajle si bil na dopustu nekje, a ne? Bil sem v Grčiji, v Meteori. Žena sva imela izredno srečo, 7 dni lepega vremena. Tako v 3 dneh sva obdelala Meteoro, potem sva šla pa še v Pindus, tudi krasen svet. Sever Grčije. Sever Grčije, pol pa žal nazaj. Povej mi, je bil ta dopust kaj drugačen kot kakšni dopusti prej v zadnjih 8 letih? No, najbrž nekako namiguješ na to, da sem se rešil te funkcije, čeprav se to malo grdo sliši. Bil je drugačen tudi zato, ker v Grčiji razen telefona ne deluje nič, internet ne deluje in tako sem se v bistvu nekako izklopil iz planinstva in se posvetil dejansko samo hribam. Ker, kot sem povedal v uvodu, bil si predsednik Planinske zveze Slovenije 2 mandata od 2018 do nedavnega, do 18. aprila, ko si žezlo predal naprej. In kakšni so zdaj občutki, ko sem te zdajle zahaklal in spet pripeljal v prostore Planinske zveze? Ja, občutki so, kot bi se vračal domov, ker 8 let je dolga doba, pa tudi če prej sem dolga leta delal v okviru komisije za pota in pol v okviru komisije za turnokolesarstvo. Je pa tako, kot sem že na skupščini povedal, da me noga boli in to zato, ker se mi je odvalil en velik kamen od srca. Zdaj, verjetno ne morem reči, da mi je povsem tuje, ker sem bil tudi del tvoje ekipe en čas, ampak vseeno ne pa v tvojih čevljih. In odgovornosti, ki si jih nosil, in naloge, ki si jih mogel opravljati, in vse, kar si počel v tem času kot predsednik Planinske zveze, je pravzaprav težko takole v parih stavkih opisati, ne. Pa daj mi mogoče za začetek povej, kaj pa so bile sploh tvoje naloge kot predsednika, tako da mogoče tudi za tiste, ki pa vse ne vejo toliko. Nalog je cel kup. Veliko časa vzamejo različne oblike sestankov, ki pomenijo v bistvu koordinacijo dela. Prenos informacij iz komisij in odborov, kjer se dogajajo vsebinsko posamezni sklopi naših dejavnosti, v predsedstvo in seveda v obratni smeri. Ogromno je bilo kontaktov z društvi, kar je na nek način morda najlepša del te funkcije. Zakaj? Ker spoznaš ogromno ljudi. Nekateri postanejo znanci, drugi celo prijatelji.
So pa tudi stvari, ki niso tako prijetne, ko recimo kakšna komisija uide prek financ in jo je treba začeti bremzati, ko je treba dejansko brisati kljuke po mnogih institucijah, predvsem državnih, zato da bi prišli do sredstev, in ko že misliš, da nekaj bo, spet ni. Tako da so prijetne in manj prijetne stvari, ampak na koncu se to vendarle zlije v neki rezultat. Kakšen je ta rezultat po 8 letih predsedstva in mene skupaj, bojo pa seveda ocenili drugi. Nekako najbolj sem zadovoljen s tem, da smo končno dobili redno financiranje s strani države za materialne stroške in šolanje markacistov. Morda tudi zato, ker sem pač markacist še iz študentskih časov, pa mi je zato to toliko blizu. Po drugi strani smo se zelo trudili, da bi dobili stalen vir financiranja za koče, pa nam ni uspelo, dobili smo pa precej sredstev preko projektov, kar je velika stvar, posodobljenih je bilo okrog 50 koč. Kljub temu si želimo stalen vir, ki omogoča bolj načrtovano planiranje. To so recimo nekatere stvari, ki so se zgodile. Zelo prijetni dogodki so bili seveda ob športnih uspehih. Bil sem na olimpijadi in bil prisoten, ko je Janja Garnbret osvojila zlato kolajno. Takrat sem bil navdušen, ne samo nad njenim uspehom, ampak nad odnosom publike, ko je pretežno francoska publika živahno navijala zanjo, čeprav so imeli oni tudi v svojih vrstah adute za doseganje medalj. To so nekatere stvari, ki se dogajajo, in vse to se meša med seboj. Dejstvo je, da sem vsa ta leta zjutraj ob 8 sedel za računalnikom in dejansko delal za namene planinstva. So bile pa to samo predsedniške dolžnosti. Bilo so tudi precej stvari povezanih z markacizmom in z slovensko turno-kolesarsko potjo. Tako da ta celota je dejansko pomenila ves prosti čas. Razen seveda, kadar grem na dopust. Ja, to kar dobro vem, pa si tudi predstavljam, pa tudi tisti, ki te poznajo, vejo, koliko si bil pravzaprav zavzet. Je pa pravzaprav to bilo malo nehvaležno vprašanje, ne? Ker že, če pomisliva se, kaj pravzaprav Planinska zveza pokriva pod svojim dežnikom, če tako rečem, ne? Ker glih naj bi danes deževalo zunaj, od osnove planinarjenja, potem pa do vseh športnih dejavnosti, tekmovalnih dejavnosti in vsem, kar spada s tem. In če bi to vse razčlenila na vse komisije, ki jih imamo, je to toliko enih različnih stvari, da je včasih pravzaprav težko nekako sploh ozavestiti, kaj vse počnemo tukaj. To nedvomno drži. Ko sem nekako sprejel to funkcijo, sem imel občutek, da pravzaprav že marsikaj vem. Delal sem kot vodnik, delal sem kot markacist, kot kolesar. Z vsemi športi, ki se tukaj dogajajo, sem se ukvarjal raznim športnim plezanjem. No, z alpinizmom se zares nisem. Pa vendar sem naenkrat ugotovil, kaj vse ne vem o tej organizaciji. No, počasi seveda človek stvari spozna, kadar kaj ne ve, imam k sreči krog prijateljev, ki jih lahko vprašam in mi pomagajo. In na podlagi tega si pač ustvariš neko mnenje, potem o tem predebatiraš v predsedstvu, kjer so kolegi, ki so z različnih področij planinstva, in potem si ustvariš neko mnenje in skušaš peljati neko ustrezno politiko. V večini primerov smo v predsedstvu, oziroma praktično v vseh primerih smo v predsedstvu odločali soglasno,
Seveda pa tega ne moremo pričakovati na nivoju upravnega odbora, kjer smo včasih tudi glasovali, ker smo bili v predsedstvu drugačnega mnenja kot večina v upravnem odboru. V glavnem pa so bile seje upravnega odbora konstruktivne, dobro obiskane, nikoli nismo imeli težav s sklepčnostjo, tako da mislim, da smo delali z nekim soglasjem in da so stvari šle v pravo smer. Ja, da mogoče postaviva tudi za tiste, ki ne vejo, par takih temeljev, ne. Mogoče te bo to malo presenetilo, ampak kakšno plačo si prejemal za tvoje predsednikovanje? No, kot vemo, pri nas je plačana strokovna služba in na društvih na večjih društvih nekateri administrativni delavci, pa seveda gospodarji koč in tako naprej. Funkcionarji smo prostovoljci, kljub temu dostikrat poudarjam, da smo za svoje delo prostovoljci bogato nagrajeni. In to z zadovoljstvom ob opravljenem delu, pa tudi z odnosi, ki smo jih iskali, s prijateljstvi, znanci, ki smo jih s tem pridobili. To je velika nagrada pravzaprav. Vsekakor, ne, ker poleg plače, ki je seveda ni, ne, tudi ni sejnin, ne, Ne, in podobnih nagrad. Ne. ničesar ni. Dobimo edino povrnjene potne stroške, kar je nekako razumljivo. Pa še to je nekako tradicija, ki sem jo seveda nadaljeval, da če nekam greš, te na društvu običajno pač počastijo v tem smislu, da se na koncu nekaj skupaj poje, nekaj skupaj popije, v takem primeru ni dnevnic. Ja, ker ena bistvenih stvari pri funkcioniranju pa ustroju delovanja Planinske zveze je pa ravno prostovoljstvo. Gotovo in pri tem mislim, da moramo vztrajati. To je značilno tudi za predsednike drugih planinskih zvez alpskih držav. In mislim, da je to neka vrednota, to prostovoljstvo, ki jo skušamo ohranjati povsod tam, kjer je to možno, določene stvari se morajo profesionalizirati. In mislim, da nam jo nekatere druge organizacije športne celo zavidajo, ker so bile prisiljene v večji meri iti v profesionalizacijo, kot pa nam zaenkrat uspeva, torej ohranjamo prostovoljstvo, kjer je le mogoče. Ja, ker si kdaj razmišljal, zakaj je to tako, ne? Zakaj pa zdaj planinci so pa, kot praviš, mogoče malo več ali pa malo bolj prostovoljci kot kakšni drugi? Misliš, da je to povezano s tem, ker tisti, ki ima gore rad na tak način, ne, da toliko časa svojega življenja posveča goram, toliko svoje energije, ne, da je pripravljen za to narediti še kaj več, ali je kakšen tretji razlog? Težko rečem, jaz mislim, da je to neka lepa tradicija, ki se ohranja in predstavlja neko vrednoto. Dostikrat sem si pa tudi tako rekel, kaj sem raje. Slabo plačan ali delam zastonj? Raje delam zastonj za zadovoljstvo, a ne. Da bi pa planinske funkcionarje in ostale ljudi lahko dobro plačali, za to pa itak ni sredstev. Tako da hočeš nočeš, moramo biti prostovoljci in upam si reči, da večina to občuti kot posebno obliko zadovoljstva. Vse to prostovoljstvo ni značilno samo za planinstvo. Veliko prostovoljcev imamo tudi drugod, recimo pri Rdečem križu in podobno. Gasilci pa tako naprej. Pa gasilci in podobno. Še marsikje. To je nekaj, kar predstavlja naš drugi jaz. Ko gre za delo v mojem poklicu, nisem bil pripravljen delati pod ceno. Preprosto, zakaj?
če pa lahko tisti čas porabim za sebe. In to je običajno pomenilo planinstvo. Ja, to ves tvoj čas namenjen hribom v takšni ali drugačni obliki bi še majčkeno bolj natančno obdelali, ampak vseeno, ne, dolgo si že, bom rekel, na sceni, ne, če tako rečem. In mogoče lahko z malo več teže, kot na primer jaz ali pa še kakšen mlajši, potem gleda na razvoj ali pa odnos človeka, da ne rečem družbe tudi, do obiskovanja v gora, torej do planinstva in tudi do vseh sorodnih aktivnosti skozi čas. In zdaj še, če se še malo vrneva na to prostovoljstvo in vse spremembe, ki so zelo občutne, hitre, a ne, da jih je težko celo zaznavati, zlasti v zadnjem času, kako pa se to prostovoljstvo, pa seveda zdaj pa v povezavi tudi z našo organizacijo, a se je kaj spreminja čez čas? Saj odgovor je dosti očiten, a ne, za tiste, ki smo malo bolj not, ampak zanima me pač, kako se je to spreminjalo skozi čas, skozi tvoje oči. Torej, če se pogovarjam s kolegi, velikokrat slišim to, da je težko dobiti mlade v planinske vrste, če pa že pa nočejo prevzeti vodilnih funkcij, so pa pripravljeni pomagati. To je morda res, ampak sam tega kot problem nisem nikoli občutil. Govorim predvsem s stališča markacijskih akcij, ki sem jih vodil. Zmeraj sem brez težav nabral ekipo. Ne vem zakaj, ampak zelo hitro smo se ujeli in smo potem leta in leta delali skupaj, a ne. Torej, prostovoljce je mogoče najti, res je pa nekaj. Včasih so bile službe manj stresne, manj naporne, danes je vendarle drug čas. Za vodilne funkcionarje po društvih so nekako običajno veljali ljudje, ki so šli v penzion, ampak te ljudje so šli v pokoj pri 55 letih. Danes delamo do 65 in to postaja resen problem za vsa društva. Sam sem tudi, ko sem prevzel funkcijo predsednika Planinske zveze, šel, čim je bilo mogoče, v penzion, ker preprosto obojega se ne da. Delati pa nekaj na polno pa ni odgovorno. Ne do mojih študentov, niti do Planinske zveze, in potem sem šel pač v pokoj in na ta način so stvari nekako časovno se izšle. Ja, ker tudi to, ne, kar si rekel, da tudi danes vsega se ne da več s prostovoljstvom rešiti, tudi zaradi spremembe vseh teh, bom rekel, navad in tempa življenja in načina življenja in vsega, kar tudi razvoj naše družbe prinaša. Ampak nekako pa ljudje moramo sodelovati, a ne, in to, da naredimo nekaj, bom rekel, brez neke materialne koristi za dobro, bom rekel, širše družbe, mislim, da mora ostati neka vrednota, a ne. Dobro, včasih je treba narediti tudi kaj, pa biti plačan za to, absolutno, ne, tudi na tej naši ravni. Ampak to verjetno, ne, se jaz vem, da midva se strinjava, ampak mogoče celo malo premalo poudarjamo, da to mora ostati neka vrednota, ki jo moramo tudi jasno poudarjati, ceniti in tudi nekako z zgledom širiti. Zagotovo in kot sem že prej omenil, planinci smo za mnoge druge športnike in tudi v drugih organizacijah tretirani kot tisti, ki nas cenijo tudi zaradi prostovoljstva. In temu se gotovo ne velja odpovedati. Kot rečeno, pa določene stvari
se morajo nekako profesionalizirati. Danes recimo, če gledam planinske koče in če pomislim na vso tehnologijo, ki je danes v teh kočah, si težko predstavljam, da bi gospodar koče, ki je ponavadi bil tisti, ki je skrbel za kočo, poleg oskrbnika, da bi vso to tehnologijo obvladal. In včasih je treba poiskati mojstre, ki so izven naših osnovnih vrst, zato da te stvari rešijo. Podobno je recimo pri gradnji koč oziroma modernizaciji koč. Društvo mora občasno najemati institucije, ki pomagajo pri pripravi projektov, pri prijavi projektov na nivo države in podobno. Temu enostavno prostovoljci v manjših društvih, kjer je manjši krog tega kadra, ki je pripravljen sodelovati, ne znajo. In bilo bi škoda, da se za to stvari zataknejo tam, kjer se ne smejo, in zato je treba včasih ljudi pač plačati. In tle ni nič narobe. No, druga stvar je pa še to, ko že ravno omenjaš koče, da je potem pa še veliko finančno breme pri prenovi neke koče, ki ni zgolj, bom rekel, nek družinski objekt, je veliko večji, ne? Pa že družinski objekt danes zgraditi ali pa ga obnoviti je pravzaprav življenjski projekt za družino, ne? Zdaj, marsikatera društva pa vemo, zlasti manjša, da tudi finančno ne zmorejo več neke koče obnoviti ali pa ga prilagajati tudi novim standardom, ne? Saj na področju nekih eko zahtev, če tako rečeva. To je resen problem, ekološke zahteve so hude. Še posebej na področju visokogorja. Na voljo so bili zadnja leta, moram priznati, projekti, kamor smo se lahko prijavljali, vendar prav za te projekte so društva morala poiskati strokovno pomoč, sicer ne bi šlo. Zahteve so vse hujše glede tega, kar je na nek način razumljivo, čeprav jaz vsakič posebej rečem, da je treba vsako stvar pogledati z obeh plati. Kaj so dobre strani in kaj so slabe strani določenih rešitev. Trenutno imamo velike težave recimo z suhimi stranišči, s to tehnologijo. Imamo velike probleme s tem, da je vse manj padavin in s tem vode v kočah in podobno. Tako da tukaj rabimo stroko, drugače stvari ne grejo. Pa kot si tudi že omenil, pomoč države oziroma nek zunanji vir financiranja, ker pač društva sama enostavno ne zmorejo več zaradi načina delovanja in financiranja nekega planinskega društva, ne? Ker kot so že rekla, to so lahko taki veliki finančni zalogaji, da pač enostavno ne gre. Enostavno ne gre. Kljub temu, da so cene v kočah danes precej visoke, mnogim težko dostopne, ampak sezona je izredno kratka. In v tej kratki sezoni je treba pač ustvariti vsaj toliko sredstev za tisto, čemur bi rekli ekonomisti, enostavno reprodukcijo, torej za sprotno vzdrževanje. Čim je pa treba nekako dvigniti štandard v koči, kar se pričakuje, naše koče so zelo skromne v primerjavi s kočami na zahodu. Čim je pa treba to nekako narediti, takrat pa za neko investicijsko vzdrževanje zmanjka sredstev. Je nekaj izjem koč, ki so pač na lokacijah, ki vlečejo, kjer je to nekoliko lažje, na primer v okolici Triglava, vse ostale koče se pa borijo za preživetje. In žal smo v situaciji, da občasno kakšno tudi izgubimo. In rešitev je samo v tem, da se te koče skušajo čim bolje povezati z turizmom in na ta način doseči boljšo obiskanost.
tako dnevnih gostov, kot tudi skuša doseči možnost številnejših prenočitev, ki so nam najbolj čista sredstva v bistvu. Ja, ker prej sva že malo načela oziroma sem malo nakazal, ne, da si že dolg na sceni in opazuješ vse te spremembe, ki se zdaj pač skozi čas dogajajo, in ena izmed stvari, ki je pač zdaj popolnoma jasna, je to, da se je struktura obiskovanja gora pa seveda pustimo zdaj tujino, ne, v slovenskih Alpah ali pa nasploh v Sloveniji spremenila, recimo v primerjavi z nekaj desetletji nazaj, a ne. Veliko več je tujcev, pričakovanja so večja, tudi slovenski planinec ni mogoče povsem tak, kot je bil nekoč, in vse to vpliva, bom rekel, na to, kar si ravnokar govoril. Po drugi strani je pa tudi za državo ta segment turizma pravzaprav, pa ne samo za državo, za celotno našo družbo, ne, absolutno ni več nezanemarljiv, ne, je pomemben. Vsekakor, turizem ustvarja po različnih podatkih nekje med 9 in 12% družbenega proizvoda. Odvisno, kaj štejemo v to, in seveda to je pomembna panoga. Ta panoga je žal precej ranljiva zaradi okolja, ki se spreminja v smislu mednarodnih odnosov, lahko tudi zelo upade turizem ali pa zraste. Spet Evropa se zapira, ker je v svet na nek način gori, če majčkeno pretiravam, a ne, in zato imamo morda mi celo v tem trenutku ugodnejši položaj in več gostov, kot bi jih imeli sicer. Struktura gostov se je tudi izjemno spremenila. Iz različnih razlogov. Najbolj očiten razlog je bil covid, ki je ljudi nekako spodbudil, da so začeli hoditi v hribe, in se je število planincev ali pa obiskovalcev, recimo, zelo povečalo. Spremenile so se tudi naše navade. Več je dnevnega turizma, ker smo bolj pripravljeni, kot smo bili, imamo tudi mnogo lažjo opremo. Če primerjam mojo opremo kot študenta, pa zdaj, je moja oprema sedaj bistveno lažja. Še posebej recimo na turno smuki je oprema neprimerno lažja in tudi uporabnejša. Včasih smo v Ruzaku nosili pancerje, na nogo smo imeli gojzdarje, a ne. Danes imamo turne smuči, lahke pancerje in pručke, in dejansko pozimi včasih lažje prideš na hrib kot pa poleti, a ne. Torej, veliko dejavnikov se je spremenilo. Spremenile so se tudi naše prometne navade. Včasih smo šli z avtobusom v Bohinj ali pa v Vrata, v Mojstrano, potem pa 12 kilometrov peš v Vrata. Danes, oziroma do pred nedavnim smo se v Vrata pripeljali, sedaj se težko pripeljemo, je pa organiziran javni transport, to je čisto posebna zgodba, a ne. Skratka, mnoge stvari so se spremenile, naše navade pa težko menjamo. Ampak počasi jih bomo morali, ker imamo samo en ta planet in ga preveč obremenjujemo. Ja, zdaj tudi slučajno ne bi rad povzemal kakršnekoli stvari iz socialnih omrežij, a ne, ampak se mi zdi, da imamo ljudje tako osebno, ne, iz nekega individualnega pogleda zelo visoka pričakovanja ali pa tudi zahteve. In mnogokrat dajemo sebe daleč na prvo mesto, jaz želim, jaz bi, jaz moram, pravico imam, pripada mi in tako naprej. In znamo vse te argumente tudi zelo močno zagovarjati. Mnogokrat ne vidimo druge strani ali pa druge plati, druge perspektive.
In ravno v tem medmrežnem svetu, ne, je zelo veliko gneva, pravzaprav tudi na našo organizacijo, pa še na marsikoga, ne. Skratka, kako vidiš na to, kakšen odnos ima danes marsikateri obiskovalec gora? Torej, obiskovalci gora imajo glede tega, kar naj bi koče nudile, gotovo višje zahteve, kot smo jih imeli nekoč. Kar pravzaprav ni nič narobe. Tisti časi, ko smo pričakovali najbolj skromno ponudbo, to je moje osebno mnenje, so mimo in tudi koča na ta način težko preživi. Jaz precej hodim tudi na zahod, po Alpah, in tam je tisto, kar ti nudijo, dobro, ponekod celo nič dražje kot pri nas. Na voljo je tudi možnost umivanja, kjer je voda, kar je seveda tudi dobrodošlo. Pri nas je s tem težje, prvič, ker imamo težave z vodo, marsikje, pač smo na ptenčastem svetu, na granitnem svetu je z vodo manj problemov. Drugič pa, naše koče so večinoma bile grajene tam pred drugo svetovno vojno ali kmalu po njej in od takrat so bile povečevane, bolj malo pa posodabljane. In to seveda se pozna. Torej, pričakovanja so večja. Mislim, da smo se tudi nekako navadili, oziroma prav bi se bilo, da se navadimo, da ko pridemo v kočo, tudi nekaj naročimo, ker drugače koča ne more preživeti. Seveda je pa težko od ljudi zahtevati, da ne jejo iz nahrbtnika. Tukaj smo v neki dilemi, ki so jo na zahodu v glavnem rešili, in tam se je hrano iz koče. Pri nas smo pa nekje na polovici tega in jaz si dostikrat rečem, kot študent sem jedel iz nahrbtnika. Saj ni bilo sredstev. Danes si pa to lahko privoščim in je prav, da nekaj v koči tudi potrošim. Na ta način lahko koče preživijo, drugače ne morejo preživeti. Kaj se še spreminja pri obiskovalcih? Torej, odpadkov je bistveno manj. Tukaj so se navade zelo spremenile. Jaz se spomnim, da sem kot študent, bili smo na Matici, člani tudi odseka za varstvo narave, in smo v začetku vsake sezone šli iz vrat po Tominško in na Kredarico in vsak od nas je imel smetarsko vrečo in je do gor napolnil z odpadki. Potem smo šli dol, čez prag, in spet smo vsak zapolnil svojo vrečo in ponavadi nas je bilo tam enih 15. Danes bi težko napolnil eno navadno nakupovalno Mercatorjevo vrečko na tej isti poti. Kar pomeni, da so šle stvari naprej. Moram pa po drugi strani povedati, da kot markacist, ko vzdržujemo to pot in ko uporabljamo seveda rovnice za to, da teren uravnamo, naletimo na embalažo dvojnega C-ja in podobno, dvojpak embalažo, ki je kot nova. Skratka, te stvari ne razpadejo. Konzerve v drip razpadajo počasi, medtem ko ta plastika vražja ne razpade, in lahko sem rečem, da je lepo, da smo se tega navadili, da so hribi danes bolj čisti, čeprav se pozna, da je covidno obdobje v hribe zvabilo nove planince, ki se še niso tega čisto navadili, ampak se bojo. Se bojo, ker so zgledi dobri, po drugi strani pa gledam moje vnuke. Če bi jaz kaj odvrgel, mi oni opozorili. V naših vrtcih jih učijo čudovitih stvari. Med drugim tudi tega, da se ne odmetava odpadkov.
Ja, to je zelo lepo in pohvalno. Se pa spomnim, saj tudi že naše generacije smo v osnovni šoli, se čisto ne spomnim, ampak smo tudi med kakšno uro šli okoli šole pa pobirali smeti. Pa mislim, da je to ena taka dobro privzgojena praksa otrokom, ne, in pol mladostnikom, da pač razviješ neki odnos do okolja, ne nazadnje tudi do gora, ne. Gotovo, jaz precej hodim tudi po gorah, po Balkanu, predvsem pa nižje dol, po dolinah. Tam je vse nastlano, še vedno. Ja, tudi v Nepalu recimo, ne, mogoče prav v visokogorju, ne, pa zdaj še mislim ko pač na področju trekkingov, ne. Ampak tam, ke so pa naselja, se spomnim, je bilo včasih tako, da smo se samo čudili, ne, kako za vraga majčkeno poskrbite za to. Če se vseeno še vrneva, a ne, vse več je tudi tujih obiskovalcev v našem gorskem svetu. Tako, ja. Ki pač so Slovenijo zaznali kot neko prelepo destinacijo, zlasti ta del, kar se tiče gora, seveda si že omenil, Triglav je še posebej na udaru in območje Triglavskega narodnega parka, zlasti ta lokot treh Triglavskih dolin, mimo Triglava pa potem čez Sedmera jezera proti Bohinju. In v tem delu je tudi zaznati, da se včasih slovenski obiskovalci majčkeno nergajo, da je zdaj več mesta za tujce, kakor za nas Slovence, a ne. Ampak kako gledaš na to, no? Na ves ta obisk, popularnost naših gora in pa tudi mogoče na ta del, kjer se potem mogoče kdaj Slovenci počutimo malo zapostavljene? Torej, dejstvo je, da je tujcev vse več. Pri teh tujcih jaz ločim dve kategoriji. Ena so turisti, ki zaidejo v gore. Ta kategorija je zelo problematična z vidika varnosti. Dostikrat so neopremljeni ali pa niso vešči uporabe tega. In tudi kakšni odpadki od njih letijo. Druga kategorija so pa ta pravi hribovci iz tujine. S temi ni pa nobenih težav. Teh si samo želim čim več. Podobno je, ko gremo mi v tujino. Verjamem, da se znamo obnašati in da ne povzročamo problemov. Kar se tiče tega, da včasih nergamo, da jih je preveč. Odkar obstajajo rezervacijski sistemi, pa naj bo to rezervacijski sistem Planinske zveze ali pa različni drugi zelo popularni sistemi, seveda so koče, vsaj nekatere, razprodane tako rekoč že, preden se odprejo. Ampak to velja v glavnem za okolico Triglava. Pa morda za nekaj koč v Kamniških. Drugod tega problema ni. Spet sem pri situaciji, ki jo primerjam z Zahodnimi Alpami. Zgodba je natančno enaka. Če hočem iti jaz na turni smuk marca v Silvreto, potem moram to rezervirati davno prej. Ne glede na to, ali bo takrat vreme ali ne bo. Če bom šel, bom šel. Če ne bom šel, me bo udarilo po žepu, ker mi bojo to še vedno zaračunali. Tako je. Ja, ali pa enostavno ne boš dobil prostora, ne? Ali pa enostavno ne bom dobil prostora. Tako je, tega se moramo navaditi. Te stvari so nekako omejene, samo mi smo bili v hribih zmeraj navajeni, da se je to nekako rešilo. Sedaj se ne reši, oziroma velja še vedno tisto, da nikogar ne smemo pustiti pred vrati, bomo pač spali po tleh in po mizah in tako naprej, kar smo včasih delali, pa se svet za to ni podaril, zdaj se nam pa zdi, da je to nemogoče. Tako pač je. No, sej tudi v Zahodnih Alpah smo pod mizami spali, pa na mizah, ker pač nismo pravočasno rezervirali in ravno to se je zgodilo, niso nas ven vrgli, ampak tamle imate, ne? Ja. Jedilnica,
Pa je bilo. To je treba pač vzeti v zakup, v nekaterih kočah so dobro organizirani, imajo ležalne blazine, ki jih z nekega prostora ven navlečejo po tleh in se čisto solidno prespi, a ne. S tem se moramo sprijazniti. Torej ta, čemur pravimo kot danes overturizem, seveda ni samo v planinskih kočah. To se dogaja tudi v turističnih krajih, kjer se domačini nekako slabe volje, ker v samopostrežbo bi čakajo v dolgih vrstah v juliju in avgustu. Jaz se temu prilagajam tako, da hodim na robu sezone v hribe, pač julija in avgusta me Triglav ne vidi, razen če popravljamo žične vrvi. Na Triglavskem grebenu pa še takrat je problem, ker je toliko ljudi, da je težko popravljati, ampak takrat je treba. In takrat pač občasno ustavimo planince, opravimo tisto nujno delo in jih potem spet spustimo in spet mi nadaljujemo. Tako da vse se da rešiti, če ljudje so majčkeno strpni. Strpni, pa majčkeno bolj premišljeni, ne? Jaz to vidim, recimo, ko veliko delam z britansko-ameriškimi pač obiskovalci gora in pač oni planirajo svoje počitnice, vsaj pol leta je že kar mal, ponavadi celo za 1 let naprej. Ja. Tisti teden pridejo v Alpe, to je ena stvar in pač zdaj glede na to, te spremembe, ki jih majčkeno omenjava, je to treba v zakup, kot si rekel. Druga stvar, ki pa je pa nisva omenila, je pa to, da vsi ljudje smo fokusirani na, zdaj za nalaž govorim v prvi osebi, ne, na te bolj, kako hočem reči, pomembnejše gore, ne. Pri nas je to Triglav, v Franciji je to Mont Blanc, ne, potem Großglockner, Matterhorn in tako naprej, ne. Veliko ljudi pač je osredotočeno na te gore. Ampak že v našem slovenskem prostoru, koliko je pravzaprav še enega lepega gorskega sveta, kjer se lahko pravzaprav doživlja zelo lepe in podobne stvari, samo pač ne gremo na ta Triglav, ne, gremo še kam drugam. In tudi to je ena velika priložnost v končni fazi, a ni? Torej, jaz od nekdaj rad hodim tja, kjer ni preveč ljudi, rad hodim po brezpotih, čeprav danes nekateri vihajo nos, češ da hodimo izven planinskih poti. Tega si vsaj kot posameznik nikoli ne bom dal vzeti, čeprav se absolutno strinjam, da tja ne sodijo velike skupine. Dokler hodijo posamezniki, narava to zlahka prenese. Ko se pojavljajo velike skupine, mislim, da to ni primerno, a ne. Še nekaj je, kar Slovenci dostikrat pozabljamo. Ni tisto zanimivo samo glavni greben Kamniških in okolica Triglava. Hribov lepih je ogromno. V Martuljku ni nikoli gneče. Res je pa nekaj, da te drugi hribi zahtevajo več znanja in so ponavadi tudi tehnično zahtevni, treba se pripraviti, treba je izbrati pravo vreme in tako naprej, drugače so stvari lahko nerodne. Markirane poti vendarle pomenijo čisto drugo varnost, kot pa hoja izven markiranih poti in po drugi strani je pa to vsaj za mene češnja na torti. Ja, vsekakor, ne, saj tudi sosednja dolina od Cermaške, recimo v Švici, je izredno lepa. Pa 80-90% manj obiskovalcev. Še ena naprej je si pa že na prste ene roke ali pa obeh rok šteješ ljudi, ne. In lahko zelo lepe in intimne trenutke v gorah tam človek doživlja. Enako velja pri nas, ne. Možnosti je pa za debelo knjigo. Tako. Ampak kot rečeno, za te stvari je treba majčkeno več vedeti. Te poti je treba, če se da, napikati v GPS, ki te vodi. Prijatelji ti lahko dajo kakšno sled, kjer so hodili, tukaj so nove tehnologije, čudovita pomoč, a ne. In nekaj je.
ljudje sploh ne poznajo Kočevskega Roga, pa je fantastičen, a ne. Ne Ja. poznajo marsičesa izven teh glavnih gora. Jaz sem precejšnji meri ta svet spoznal kasneje, v veliki meri celo s kolesom, ker nekako po nizkih hribčkih se raje peljem, kot hodim. Aha. To tebe in kolo in vse še, kar spada zraven, bi še majčkeno kasneje, vseeno bi še vrnil se na to, no. Problem tega, kar si zdaj omenil, ne, je pa to, da bi ljudje, pa bom spet v prvi osebi govoril, ne, radi, ne bom rekel direkt bližnjico, ne, tudi marsikdo od nas, predvsem bi pa zelo radi na hitro nekaj, a ne. Zdaj, da pa ti od markiranih poteh lahko greš tudi v Martuljkovo skupino, kjer pa tega prav veliko ni, pa zahteva kar nekaj časa. In ti si že omenil, kako se tehnično pripraviti, ne. Ampak učiti se nabirati izkušnje, bom rekel nekako rast v tem planinarjenju, gorništvu, karkoli že, ne, je pa pravzaprav tudi nekaj, kar poskušamo tudi v Planinski zvezi poudarjati, a ne, da je to tudi neke vrste vrednota, ki lahko človeka zelo izpolnjuje. Torej, v gor je treba iti postopno, a ne. Jaz sem začel s starši, potem je bil mladinski odsek in potem so bila šolanja za vodnika. Na ta način sem postopoma pridobil znanje in tudi na ta način sem bil v hribih varen, ker sem se nekako zavedal, kaj je nevarno in kaj ni. Seveda ob tem je treba imeti tudi nekaj sreče, a ne. Lahko se zgodi tudi izkušenemu in tako naprej. Ta postopnost mislim, da je pomembna. Mislim, da je tisto, kar bi morali planincem svetovati, je, da vsaj v tej začetni fazi hodijo s prijatelji, ki imajo izkušnje, po možnosti hodijo s planinskimi društvi na organizirane izlete, kjer se tudi pridobiva izkušnje, in potem bodo sposobni tudi samostojno to delati, če jim je to tisto, kar si želijo. Tisti, ki pa se želijo biti v družbi, varni, so na najboljši poti, da se prijavljajo na društvene izlete, ker izkušnje kažejo, da na društvenih izletih mi praktično nimamo resnih nesreč. Medtem ko vsi vemo, da je sicer v hribih nesreč veliko, čeprav sem slišal zadnjič od enega gorskega reševalca, ki je rekel: "A veš kaj, glede na to, kaj ljudje v hribih počnejo, jih je še malo." Ja. Kar je morda res. Ampak vsekakor ta postopnost je zelo pomembna. Tudi potrebna oprema je pomembna in seveda, kot že 100-krat povedano, jo moramo znati uporabljati, če ne od nje ni prave koristi, a ne. Če se tako ravnamo, potem so hribi lahko relativno varni, prijetni. Veliko nam v hribih pomeni ne samo narava, ampak tudi druženje. Mislim, da je to zelo pomembno, ker danes živimo v časih, ko si ljudje iščejo druščino, iščejo družbo, ker to rabimo. To se je najbolj pokazalo v covidnih časih, kako smo pogrešali druženje, a ne. In kot si že rekel, Planinska zveza ima približno koliko društev? 300 društev oziroma 250 društev, ostalo so pa klubi, torej kaj pomeni klub? Klub je v bistvu društvo, ki je ozko usmerjeno. V glavnem so to plezalni klubi. Ja, danes je športno plezanje, ne, postalo en izmed pač res tistih povsem prepoznanih in zdaj lahko rečemo že domačih športov, ne, za kar verjetno še ni, mogoče celo še 10 let nazaj, zagotovo pa 20 ali pa 30 let nazaj še nismo mogli reči, ne. Zdaj pa to, da greš plezat, ne, pomeni športno plezat, je postalo nekaj povsem normalnega, ne. Drži.
čeprav je že daleč nazaj ta prve medalje osvojila Martina Čufar. Ampak takrat to ni bilo množično, ne pri nas, ne v tujini. Danes pa je. In mislim, da je zelo pomembno, da Planinska zveza razvija ta šport, ker je zanimiv za mlade. Mlado kri pa rab vsaka organizacija, a ne. Poleg tega je to lep šport, tudi varen šport, medtem ko alpinizem je vendarle zahtevnejši zaradi naravnih dejavnikov, pa tudi način varovanja je manj zanesljiv. Medtem ko pri tem športu nekega večjega tveganja pravzaprav ni. Lahko se ga izvaja tudi v dvoranah, oziroma večinoma se ga, čeprav je ta lepš plezanje v naravi. Recimo v Hosp, v Mišji peči in tako naprej. Ne glede na vreme se da športno plezati v dvoranah, kar je seveda prijetno. Medtem ko moramo planinci loviti tiste lepe dneve, ki so na voljo. Ja, no, pa sej nekako statistično, ne, zares tekom poletja so zelo redka poletja, ki bi bilo tako slabo, pa še z zgodnjo jesenjo, da se ne bi dal vsaj za vikend kam že, ne, če ni dopusta za kaj več. Tako da zares imamo kar srečo, ne. Seveda imamo se vse da. pred nosom. Seveda se da, vse imamo pod nosom. Letos nas narava neverjetno razvaja. Cel marc in april sta bila suha. Kmetje sicer jamrajo zaradi tega in jaz jih popolnoma razumem. Za njih je to lahko katastrofa, če se bo še to nadaljevalo, ampak za nas hribovce je bilo pa fantastično. Edino snega bi bilo lahko malo več. Ja, za nas hribovce, planince, pa tudi za kolesarje, ne. Tudi za kolesarje. Si že omenil, verjetno si se tudi danes zdajle sem s kolesom pripeljal. Ne, danes se nisem, ker je napovedan dež. Malo špekuliram, da nisem moker, drugače pa jaz začenjam kolesarsko sezono malo kasneje, ker spomladi, če se le da, čim dalj turno smučam. Ja. Ker kolesariti je lepo, ampak turna smuka je pa vsaj za mene še eno piko več. Bi pa zdaj majčkeno bolj globlje šel v tole turno kolesarjenje, ne. Pravzaprav si bil ti eden, bom rekel, tistih, ki so to dejavnost tudi nekako vzpostavili znotraj Planinske zveze. Daj mi majčkeno razloži, kako je prišlo do tega, kaj ste počeli, kaj še danes počnete, pa kako se je razvijalo to in tudi zakaj je pravzaprav to tudi ena izmed, kot ti tudi večkrat rečeš, lepših aktivnosti, ki se jo da v gorskem oziroma hribovskem svetu početi. No, začelo se je pač tako, da smo kot družina hodili na izlete s kolesi. Potem je pa moj sin bil malce len za hoditi, na kolo bi šel pa vsak dan. In potem sva začela voziti malo bolj resne stvari. Potem je seveda on bil kmalu boljši in kolešček za strah se mu ni vrtel, a ne. In je začel to delati s kolegi, jaz pa tudi s svojimi kolegi. Potem smo pa iz tiste začetne faze, ko smo bili kolesarji planincem zanimivi, postali nekaterim že moteči, ker nas je bilo več, a ne. In če sem šel peš, sem bil fejst poba, če sem šel s kolesom, sem bil pa za nekaterim ne bodi ga treba. In jaz sem se zavedal, da bo tukaj enkrat počelo. In da je edina rešitev, da začnemo to stvar organizirano gojiti. In tako smo leta 2007 ustanovili komisijo za turno kolesarstvo. Na tedanji skupščini je bilo turno kolesarstvo sprejeto kot dejavnost Planinske zveze Slovenije. 2008 smo začeli stečaj za vodnike, ki jih imamo zdaj že nekaj 100. In tako je stvar znotraj planinske organizacije stekla, imamo tudi 40 odsekov zdaj.
In mislim, da je stvar na dobri poti, da se razvija tudi naprej. Prišla so pa še električna kolesa. Zdaj grejo pa lahko v resne klance tudi ljudje, ki drugače ne bi mogli. In to je pa še dodaten pospešek za to dejavnost. Daj mi razložiš, ker mogoče je za kakšnega turno kolesarstvo majčkeno hecen izraz, ali pa nenavaden, ne. Gorsko kolesarstvo verjetno se nam hitro nekaj prižge, zdaj pa kaj pa je to turno kolesarstvo? Začel bom z gorskim kolesarstvom kot izrazom, ki je v bistvu zgrešen. Francozi rečejo vélo de tout terrain, to se pravi kolo za vse terene, je osnova, a ne. Pod pojmom gorsko kolesarstvo imamo pa pri nas cel kup stvari. Imamo spust ali stujko downhill, imamo cross, imamo pa tudi čisto netekmovalno kolesarjenje po hribih. In planinci smo temu rekli turno kolesarstvo. Zakaj? Planinci, če gremo peš, pravimo, da gremo na turo, a ne. Če gremo Drži. smučat, rečemo, v naravo rečemo, da gremo turno smučat. Torej, zakaj ne bi rekli turno kolesarstvo? Temu izrazu so se nekateri od začetka, pa ne iz planinskih vrst, posmehovali. Danes ga pa vsi uporabljajo, zato ker so ugotovili, da pravzaprav ta izraz sedi, a ne. Toliko o sami terminologiji, a ne. Drugače pa ideja je iti s kolesom v hribe, po poteh, ki so za to primerne, z ustrezno obzirnostjo na spustih. Na spustu moraš paziti, če so pred tabo planinci, da ne prideš jim direktno za hrbet, ker jim potem pozdraviš, ker potem je približno tako, kot če bi spustil lisico v kokošnjak. Ljudje se razbežijo. Jaz se že 20 metrov proč, ali pa še več, na glas pozdravim, ljudje se obrnejo in ko sem dosti daleč, se umaknejo. Če pa vidim, da prihajajo nasproti mi navzgor, a ne, takrat se pa že sam ustavim pa jih spustim mimo. In potem ni težav. Pa imaš kakšne informacije oziroma podatke, koliko pravzaprav, a če je kaj nesreč iz tega naslova? Ker ne vem, po neki logiki, ne, če jaz pomislim, ko sem bil mulc v Ljubljani, pa se po Golovcu z biciklom vozil čez BMX-i pa pol s temi prvimi gorci pa tako, a ne. Smo včasih mulci kaj noreli, pa smo mogoče kdaj se tudi na kakšnem ovinku je kdo gor prišel, pa je mogoče kakšna pest pol bila zažugana, ke smo koga malo strašili. Pol malo kasneje, ne, v nekih najstniških letih pa bom rekel, nekega mojega brezglavega drvenja ni bilo več v tem smislu, da bi brezglavo norel, ne. Sem vedel, da če bo nekdo lahko prišel, sem enostavno, intuitivno, po domače malo požlajfal, ne, pobremzal. In si predstavljam, ker sam nisem izvajal ne vem koliko veliko kolesarjenja po pač nekem hribovju, ampak si predstavljam, da če pa bi, ne, bi seveda, kot če bi tekel po planinski poti, bi tudi, če bi nekdo šel naproti, tudi majčkeno upočasnil. Skratka, hočem reči to, da se mi zdi, da prav veliko takih primerov verjetno ni. Ne, tega ni. Mislim, da smo se eni in drugi navadili na sobivanje. Kakšna težava nastopi v bližini večjih mest, kjer je koncentracija kolesarjev večja, pa tam se tudi šele začne, a ne, tam začneš, ne. Medtem ko malo višje v hribih, mislim, da kakšnih problemov ni, da smo se navadili do drugega, da smo tudi, ugotavljamo, da so tudi tisti, ki prej niso hodili v gore, so nekako sprejeli ta planinski bonton, a ne. Pozdravljanje, umikanje in tako naprej. Tako da tukaj jaz večjih težav ne vidim. Je včasih nekaj negodovanja, če se vozi po stezah, ki načeloma za kolo niso primerne, a ne.
takrat se dogajajo te stvari, ampak moram reči, da so se razmere v tistih prvih nekaterih nerodnih situacijah, da so se uredile. Da so se uredile in včasih je stvar celo malce hecna. Vidiš koga, ko pride navzgor z elektrokolesom, ker pa še ni izkušen kolesar, ga pa pol dol pelje za ušesa. Tudi to spada k stvari, čez 2 let bo ta isti brez težav vozil dol. Učimo se, a ne? Ja. Učimo se. Medsebojnih odnosov pa mislim, smo se v glavnem naučili, čeprav me bojo nekateri tudi tle demantirali, ne? No, saj vedno so izjeme. Zdaj, Tako, ja. Ampak spet ti si statistik, to so osamelci, si jih statistično pol tudi odstrani. Pa še nekaj drugega se dogaja, ker je prav zabavno. En moj kolega, pa ni edini, je bil hud nasprotnik kolesarstva v gorah. Potem je pa prišlo do tega, da je vse težje šel dol in kaj je naredil? Zdaj je navdušen kolesar. Ja. Ker gor ni problem. Dol je problem s koleni. Planinci smo naša kolena precej zdelali v dolgi dobi, tudi s težkih ruzakih in tako naprej. In nekateri imajo srečo, da imajo železna kolena, drugi imajo pa težave. Tako da iz planinskih vrst nekaterih nasprotnikov celo zdaj dobivamo navdušene kolesarje. Ja, to tudi sam to vidim, tudi veliko alpinistov, plezalcev je v nekem obdobju šlo na gorce in so zdaj zelo entuzijastični kolesarji. Turni smučarji tudi veliko kolesarjev. Ja. In značilno je, nekateri starejši gor nimajo problema s turnimi smučmi. Dol smučati ni problem, a ne? Dolit pa je problem. Ja. To je pač, ta naš šport je sicer čudovit, je pravijo, da je zdrav, ampak določene posledice ima. Ja, vsekakor, če ne prej, pol z leti se začne kaj trkati po raznih sklepih. Sem pa hotel še eno stvar izpostaviti oziroma te vprašati. Zdaj si razlagal to, kako je ta miselni preskok, ko so se začeli kolesarji pojavljati tudi v potem hribovskem gorskem okolju. Pa se je to zdaj nekako z leti, pa ste s pravilnim odnosom, z neko etiko, tudi za samo očiščevanjem in tako naprej se to nekako ureja. Ne? Tudi razni miti so se podarili v tem, kako kolesarji uničujejo naravo in ne vem kaj, ne? Ker verjetno in tudi menda statistično spet, ne sva pri statistiki, jo nič kaj bolj kakor hoja, ne? Lahko tudi kakšno o tem rečeš, je pa večji problem, kje pa se zdaj lahko kolesarji pelejo, pa kje ne smejo. To pa je pa še veliko nekih nesoglasij ali pa bi si verjetno, ne, čeprav nisem čisto iz teh vrst, pa vseeno upal reči, da je želja kolesarjev, da bi se lahko uradno brez nekih prepovedi ali pa nekih sankcij vozili še marsikje. Kako pa gledaš na to problematiko? No, če najprej odgovorim na prvo vprašanje, kolesar ne uničuje pot nič bolj kot pešec, dokler je obziren. In če zna. Dokler je obziren pomeni, da ne zavira z blokiranim zadnjim kolesom. Načrto, kar pa seveda pomeni, da mora znati. Ker pravilno zaviranje je predvsem na prvo kolo na strmini, ker je tisto obremenjeno in zato z njim učinkovito zaviramo. Zadnjo, če ga blokiramo, pa samo drsa. To znanje je treba pridobiti, v začetka se bojiš, da boš letel čez bilanco, kar se itak dogaja, ampak iz drugih razlogov, kadar pretiravamo na strmini, ki nismo kos. Zdaj, drugi del vprašanja je pa bil, prosti. Problem oziroma to, da bi si želeli kolesarji voziti še marsikje, pa se ne smejo zaradi X razlogov.
Torej gotovo je tukaj želja veliko. Mislim, da bi morali se držati načela, ki je nekako pri nas tudi bilo zapisano in sprejeto s soglasjem 3 komisij. Komisije za pota, komisije za varstvo narave in komisije za turno kolesarstvo, da se lahko teoretično vozi povsod tam, kjer je pot dovolj široka, izkrčena, da je pregledna. To ne pomeni, da mora biti pot široka, 1,5 metra. Je pa dobro, da je izkrčena 1,5 metra. Rast je na obeh straneh, ker v nasprotnem primeru ti človeka ne vidiš pravočasno. Steza je lahko, tam, kjer vozna površina je lahko samo 30 centimetrov, to ni problem. Problem je, da je pot dovolj izkrčena in določena je tudi povprečni maksimalni naklon. Če se teh pravil držimo, potem je potov, ki so nam na voljo, pravzaprav veliko. Kljub temu je določeno, da se smemo voziti po planinskih poteh samo tam, kjer je doseženo soglasje skrbnika in pa lastnika. Zdaj, koliko se ljudje tega držijo, je težko reči, ampak kot primer naj povem, recimo na Pohorju so imeli, tam na Mariborskem Pohorju, velike probleme s kolesarji. Ko so uredili tam bike park, so se te problemi naenkrat skrčili na mnogo manjšo mero. Zakaj? Ker je večina vozi po bike parku, kjer je urejen sistem in tako naprej. Tega seveda ne moramo pričakovati povsod. Pa vendar, že s tem, ko so se začela v Sloveniji urejati teli bike parki, proge za spust, se je problem bistveno skrčil, ker se zdaj mladina pač tista, ki bolj tekmovalno vozi, to niso turni kolesarji, vozi tam. In turni kolesarji pa naj bi, ker so recimo iz planinskih vrst, pa se bolj držali teh pravil, o katerih govorim, pa tudi ne napisanih pravil, torej komu daš prednost, in tako naprej. Ker tako, že en tak nepoznavalec kot jaz, ki se pogovarja s kakšnimi kolesarji, ki so pač seveda bolj v tem, in glede na to, da sem prečesal, če lahko rečem, Slovenijo, deluje Slovenija kot nalašč za neko kolesarjenje v različnih oblikah, od turnega do vsega drugega, ki si ga tudi že ti omenil. In se nekako deluje, kot da pač si tega ne želimo. In ne vem, mogoče ti verjetno veliko bolj poznaš tudi zakonodajo, ki nekako te priložnosti ne prepozna in bi se na ta način tudi prilagodila. Zdaj mogoče tako malo idealistično, nepoznavalsko teh stvari govorim, ampak skratka, a se ti zdi, da država, pa tukaj ne gre samo za ta problem vožnje s kolesom, ki je ja, ki je ne, nasploh prepoznava, že prej sva govorila o planinstvu kot tudi neki pomembni gospodarski panogi. A država ali pa naša slovenska družba prepoznavati to kot neko priložnost, oziroma zakaj ne, in če ne, bi spet človek lahko rekel, da je to ena velika škoda, a ne? Torej, država je kolesarstvo na splošno kot priložnost prepoznala in na veliko propagira to v tujini. Nimamo pa infrastrukture, ki bi temu ustrezala. To se pravi, mi skušamo prodajati nekaj, česar nimamo v veliki meri, kar je zelo narobe. V to je treba vlagati. V bike parke je treba vzdrževati in to v dobrem stanju. Ostale stvari je treba pa označevati.
V tem trenutku se v Sloveniji gradi veliko kolesarskih poti za cestno kolesarstvo, to je treba priznati. Čeprav jih seveda še zelo manjka, mi smo daleč od neke Nizozemske, a ne, kot ideala, ne. Tukaj se dela. Omejitve, ki so pa danes z zakonodajo, so pa pogosto, ne bom rekel, celo nesmiselne ali pa neprimerne. Če povem, da je v Zakonu o planinskih poteh bila predvidena kazen za kolesarje in za motokros 5-krat večja. Kaj se je zgodilo? Za motorna vozila, no, tako. Kaj se je zgodilo? Poslanci so dali amandma in nazadnje je bila kazen za motorna vozila izenačena s kaznijo za kolesarje, čeprav je vpliv enih in drugih popolnoma neprimerljiv. In zdajle z novim zakonom, ki se teh stvari dotika, smo spet na isti točki v predlogu in zdaj se borimo proti temu, da bi bila tukaj neka razlika. Ker ne moremo primerjati kolesarja z njegovimi silami z motornim vozilom. Ja, To so rešitve, ki so ali nedomišljene, ali pa so namerno take, kot ne bi smele biti. Jaz moram reči, da smo se zelo trudili, ne samo Planinska zveza Slovenije, tudi Kolesarska zveza Slovenije, pa nekateri klubi, ki so samostojni, da bi te stvari spremenili. In nismo prav uspešni v tem smislu. Nismo prav uspešni. Kdaj bo to bolj smiselno rešeno, ne vem. Čeprav je malce bolje, kot je bilo nekoč. Je malce bolje, kot je bilo nekoč. V Italiji recimo si mirno voziš po mulatjerah. Pri nas so vse mulatjere v TNP-ju za nas zaprte. Italijani so navrtali evropske sklade in obnovili mulatjere v Dolomitih, zato da lahko se po njih hodi in vozi. Je pa res, Italija je dežela kolesarske tradicije, ogromne tradicije. Tako da tukaj so težave. Še nekaj sem imel v mislih v zvezi s tem. Verjetno bo tako kot za take stvari, ki bo potreben čas, ne? Da se bojo neki preboji v glavah ti preboji so počasni. Če omenim tisto v zvezi z odpadki, o čemer sem na dolgo govoril. Ko sem bil študent, je bilo vse nastlano. To Miškove poti ne bi bilo treba sploh markirati, ker je bila markirana za embalažo. Ja, zanimivo. Zdaj smo v čist drugem svetu, ampak od takrat je pa 50 let minilo. Pa vseeno kot predsednik Planinske zveze, ki je pač deloval v pravzaprav eni največjih nevladnih organizacij, ne? 65,000 članstva, to je velika številka, to je velik procent slovenskega prebivalstva, ne? S tako številko pride tudi stranka v parlament, ne, nazadnje, ne? Če majčkeno karikiram. Skratka, to naši organizaciji vseeno, če pustimo zdaj neke naloge, ki jih pa obveznosti in dolžnosti, ki jih pač nalaga, ampak da je tudi v družbi neko moč, ali pa bi saj morala imeti Planinska zveza določeno moč. A država nasploh, po tvojem občutku, je imela posluh za, bom rekel, naše težave, ne? Pa za težave vseh nas, ki smo člani naše organizacije in ki počnemo vse to, kar počnemo. Oziroma, a se ti zdi, da je na tem področju vzpostavljena neka mogoče tudi dolgoročnejša vizija naše slovenske politike, kako tudi dejavnosti, ki jih pač mi izvajamo, če grdo rečem, menedžirati, ne? Ker vse vemo, na kratek čas je težko ene stvari, ne? No, jaz moram reči, da smo imeli z direktoratom za turizem v tem zadnjem obdobju dobre odnose, da smo se večkrat srečali, se dogovarjali o stvareh. Kot rečeno, stvari dobro tečejo z vidika marksizma.
Glede koč še nimamo sistemskega rešitve, to smo omenili, smo pa dobili kar precejšnja sredstva, ker mislim, da se država zaveda, da gorski kraji postajajo paradnikov našega turizma, ne. Dolgo so zato veljali obmorski kraji, danes so gorski kraji paradnikov našega turizma, pa Ljubljana seveda kot glavno mesto, ki je atrakcija, ne. In težko si predstavljam Kranjsko goro brez vseh tistih hribov nad njimi, na katerem mi smo speljali poti in jih tudi vzdržujemo, ne. Pa zgradili koče. Pa zgradili koče, s katerimi imamo pa velike težave in tukaj rabimo pomoč, a ne. Ja. Tako da, in to vse je nastalo na prostovoljni bazi, a ne. In to skozi dolga obdobja, a ne, skozi dolga obdobja. Tako da, tako bi rekel, da na dolgi rok sem vendarle tudi na tej točki optimist. Je pa vse pogojeno tudi z ekonomskimi efekti. Mi smo pred leti naredili raziskavo, Ekonomski inštitut jo je naredil za nas, kjer smo ugotavljali direktne in posredne učinke planinstva na družbeni proizvod. In te številke so bile dosti prepričljive. Morda je tudi to pomagalo, da smo začeli, da je tudi država začela razmišljati nekoliko drugače. Seveda bi bilo veliko lažje, če bi imeli neko stabilnejšo situacijo. Vsako novo vlado se zamenja vse preveč ljudi. Ne samo na najvišjih položajih, ampak tudi dol nižje, a ne. In tisti nižje so tisti, ki pravzaprav izvajajo stvari, ne. Tako da je to tudi en problem. Ko se že nekaj uspeš dogovoriti, ljudi prepričaš, nekako stvari napelješ v smeri možnih sprememb zakonodaje in tako naprej, se ljudje zamenjajo in potem začenjaš znova. Ampak najbrž je to podoben problem tudi drugod. Ja, to si predstavljam. Bi pa mogoče pogledal zdaj pa še iz naše organizacije, pa iz druge strani, ne. Če sva zdaj mogoče nad našimi vejami oblastmi in odnos do tega segmenta družbe, če pa pogledava tudi na drugo stran, se mi pa zdi, da pa planinski zvezi tudi mnogokrat pripisujejo prevelike pristojnosti, ne. Mnogokrat nas pravzaprav smo tisti ta prvi, s katerim se s prstom pokaže, ne, krivi za od A do Ž marsikaj, ne. In dostikrat smo ravno tisti, ki smo se marsikaj trudili za marsikatero pravico, če tako rečem, ne. V prvi vrsti seveda za naše članstvo, ne. Na različnih nivojih, ne. Ampak ko ljudem kaj ni všeč, pa hitro znajo s prstom pokazati. No, to je na neki način naravno. Pač ljudje si predstavljajo, da ima planinska zveza večji vpliv na parlament, na državo, kot ga pa v resnici ima, a ne. Po eni strani je to tudi zato, ker smo mi deklarirano politično nevtralni, a ne. In to moramo ohraniti. In zato tudi ne moramo v nekem smislu trgovati s strankami, a ne. Češ, bomo spodbujali članstvo v to smer, če boste vi za nas in tako naprej to naredili. Tega ni, a ne. Ja. Tega ni. Mi smo politično povedali, da se ne opredeljujemo in pri tem seveda moramo vztrajati. Kaj se od nas pričakuje? Torej, osnovno, kar želimo, je prost obisk do vstopa v naravno okolje. To je za nas ključno, prost obisk do gora. To je ena velika pravica, ki jo marsikje ni, ki je značilna za Skandinavijo, ampak Skandinavci pravijo, da se morajo sami oni zavedati, kakšen privilegij to je. A ne? In ta privilegij je treba tudi pri nas ohraniti, pri nas lahko prosto hodimo po gozdu, tudi nabiramo sadeže v določenem obsegu in tako naprej, a ne, ker ni povsod nekako naravna pravica in mislim, da je prav, da se v tem smislu tudi obnašamo, a ne.
prej, ko si omenil iz druge strani, morda grejo stvari počasi tudi na bolje zato, ker je vse več tudi tistih, ki odločajo, politiki v parlamentu in tako naprej, dejansko tudi športnikov, planincev, kolesarjev, turnih smučarjev. In na ta način je tudi lažje vzpostavljati kontakt. Ja, večje razumevanje vsega. Večje razumevanje je. Tudi moram povedati, da imamo precej naših vrhunskih športnikov zaposlenih v Slovenski vojski in policiji, kar tudi ni majhna reč. Absolutno. Poleg tega, mi smo dolga leta vse na markacijskih akcijah tovorili na hrbtih iz doline. Potem se je to spremenilo, danes nam na ključne točke, če se le da, prinesejo tovore s helikopterji, kline, žične vrvi in tako naprej, to so težke stvari, tudi stroja, ne? In potem mi to raznesemo. Prej smo morali pa dvig narediti in to je bila čisto druga zgodba. In Slovenska vojska in policija nam določeno število ur da za te namene brezplačno. Ne? Tako da to so koraki, ki so zelo pomembni in se jih najbolj zavedamo tisti, ki smo s tem se srečevali že veliko prej. Ja. Zdaj, sam si tudi kot markicist, pa tudi inštruktor, bom rekel, v to vpet že zelo dolgo, ne? Menda si tečaj opravil leta 82, to drži? Torej, tečaja za markacista sploh nisem opravil, ker jih takrat še ni bilo. Ja, no, vidiš. Takrat jih še ni bilo. Začel se je pa tako, da sem leta 73, tam nekje, je prišel na naš mladinski odsek, tajnik tedanjega društva, prinesel nam barve in čopiče in je rekel, lejte, pejte tjale na mladinsko krožno pot pri Ljubljani, tam en odsek je naš in dajte zmarkirati. Kako izgleda markacija, smo vedeli. Ne? Ja. Ampak to je bilo pa tudi vse. Barvo smo tudi nekako znali zmešati. Nihče nam ni povedal, kako naj nameščamo markacije, ampak to smo pogruntali. Ja, desno od poti, to je nekako logično, pa v višini oči, očes je tudi logično. Če greš po cesti bolj na redko, če greš po stezi bolj na gosto, to pove zdrava pamet. Ampak to je bilo pa tudi vse, tako smo začeli. Si pa potem bil pravzaprav na tem področju skozi aktiven. Tudi bil si en izmed pobudnikov strojne nadaljave, a ne? Prej se je to menda na roke delalo in ste začeli stroj delati, potem je tudi tu bil neka tehnološka nadgradnja se zgodila, a ne? Ja, jaz se včasih v šali rečem, da smo inovatorji v gradbeništvu. Zakaj? Torej, nek tečaj eno ali dvodnevni je nekoč bil. In jaz sem se ga udeležil, seveda takrat nismo dobili za to naziva markacist, in v roke so nam dali dleto, ki je spodaj rahlo zaokroženo, torej ostro, ampak ne ravno odrezano, ampak v loku. In so rekli, veste, temu se reče sveder, čeprav je dleto. In macolo so nam dali v roki in potem smo postavili to na skalo, udarili, obrnili, udarili, obrnili, udarili. Ja. In v principu tako deluje tudi modern vrtalni udarni stroj. Samo ta stroj je pač stroj. Človek pa to dela neskončno počas, tudi če je človek, ki dela redno z rokami podobna dela. Pravili so mi, tega ne vem, da so prvotni nadelovalci, kopiščar in podobni, naredili luknjo globine 15 cm v 2 do 3 urah. Ko sem jaz to poskusil, sem ugotovil, da po tej poti ne moramo popraviti poti, markacisti. Bili smo sami študenti, pa dijaki na markacijskem odseku takrat. In potem smo seveda začeli na društvu pritiskati na upravni odbor in na predsednika, da bi nam kupil stroj. Agregat in vrtalko. Težava je bila v tem, da je bilo to takrat neskončno drago in da nam nekako niso zaupali. Najbolj ugleden član upravnega odbora je rekel,
fantje, pa se vi to ne boste znali. Pa je bilo konc. No, čez eno leto, ko društvo ni dobilo delavcev, ki bi popravili greben na Triglavu, so nam to kupili. Strah nas je bilo, kot ne vem kaj, če smo kupili dosti močen agregat, hkrati pa močnejši, ko je težje in ga ne moš gor nesti. Kupili smo 43 kg težek agregat in vrtalko in je šlo. Je šlo, s tem smo začeli. To je bil prvi korak, potem recimo nismo vedeli, koliko globoko vrtati. Ampak tistih 15 cm, ki so zdelali na roke, se nam je zdel premalo, posebej, če je slaba skala. Danes vrtamo najmanj 25, praviloma več, 35. Ne. Potem so bili klini. Kline so do takrat kovali in ušesa niso bila zavarjena, ker so skovali tudi uho. Nam so starši od naših fantov, ki so bili strojni inženirji, 2 sta bila taka, rekli, pa to se zavari. Potem pa nekdo rekel, ne samo to, izstruži se zanke, torej zgornji del, in se ga privari na sam ravn klin. In spet celo v komisiji za pota so rekli, ne fantje, to ne bo držalo. Tehnike varjenja so šle naprej. In ko smo šli v to, smo dobili take kline. Potem žične vrvi včasih niso bile napete med klini. Mi smo jih začeli napenjati in spet so bili dvomi, ja, pozimi bo to popokalo, ker bo se skrčilo zaradi mraza. Ja, vraga. Uvedli smo začetni klin, ki je bil do konca zabit, in končni klin, ki je bil tudi do konca zabit, pa še napenjalni klin, da je vse to na koncu bilo do dna, če pride sila, tega ne bo zruvala, ali pa težko. No, to so bile same inovacije, tako smo se učili in moram reči, da smo v 3 letih pravzaprav znali. Seveda smo pa gledali, kako so naši predhodniki delali. Iz poškodb na klinih se zelo jasno vidi, kaj narava dela. In potem se prilagajaš. In kako bi, če zdaj pustiva ves ta razvoj in tvoja pot do danes, kako bi ocenil, bom rekel, današnjo, bom spet grdo rekel, sceno na področju markiranja pa vzdrževanja poti? Torej, kakšni kondiciji? V kondiciji smo trenutno dobri in napredujemo. To je pa zasluga države, ki nam zdaj plačuje šolanje markacistov. Namreč vse markacist dela prostovoljsko, ampak ko pride na tečaj, mora jesti, mora piti, se mora tja pripeljati. Zdaj to zastonj. To plača država. In zato so se naše vrste zelo pomladile. Mi smo imeli situacijo, ki je bila pravzaprav na nek način katastrofalna. Povprečno starost markacistov smo imeli prek 60 let. Zakaj? Ja, prvič se zato prav mladi marsikaj ne odločajo. Drugič pa društvo, ko že enkrat ima nekaj markacistov, težko pošilja še nove, zato ker to stane. Zdaj ne stane. Tako da gremo, kar se tega tiče, navzgor, število se tudi povečuje, zanimanje se je povečalo. Ljudem postajajo tudi, recimo, ravno te akcije tehnične ekipe, ki dela stroj, zanimive. Zanimive. Tudi delo z lesom je postalo zanimivo, danes so motorke, vsak jo lahko obvlada, lahke so, niso problematične, celo električne zdaj uporabljamo. In spet je to ljudem zanimivo. Samo markiranje se pa ni dosti spremenilo, tle pa tako, kot je bilo. Za leto 2024 sem zaznal podatek, da je bilo upravljenih nekaj več kot 35,000 prostovoljnih ur, markacistov je pa nekje tam okoli 950 plus minus rečeva. Ja. To pride skoraj za en teden dela na enega.
pride, s tem, da imamo pa tukaj neko težavo, ki jo včasih ni bilo. V prejšnji državi si dobil, vsaj v državnih službah, pa tudi drugače, 5 dni dopusta za športne in druge aktivnosti. Na ta način sem jaz dobil na akcijo fanta za 9 dni. 2 dni vikenda, 5 dni med tednom je dobil v službi, pa še 2 dni. To je bilo 9 dni. Zdaj tega ni in morajo fantje v celoti, če se gre na teren za daljše akcije, riskirati svoj dopust. Pa tudi punce. Tudi punce. Čeprav tehnična ekipa je sestavljena iz fantov. Ja. Ker to so težki posli. Je kakšna dekle tudi, ampak v glavnem so fantje. Ja, za markirati so dekleta boljš, ker imajo bolj roko za to, no. Ali pa najmanj enakovredna, pa v glavnem boljš. Ja, tako da tukaj se je stvar mal spremenila, ampak tako pač je. Moram pa reči, da so ljudje vsem pripravljeni riskirati tudi svoje dni dopusta za to. Čeprav je to težko. Ja, to je zelo lepo slišati in se mi zdi, da premalo, še pri nas v lastni hiši malo pozabljamo na to, ker ne nazadnje brez poti, če po gostilniško rečem, lahko zapremo. Za veliko večino planincev da. Tistih, ki so se suvereno sposobni gibati po visokogorju, po nemarkiranem svetu, je malo. Ja, tudi alpinisti se po veliki večini, pravzaprav po markiranih poteh se stopamo. In tudi dostopamo do izhodišča, pa tudi se ne hodimo skozi plezati. Ja. Še eno stvar sem hotel prej, ampak tudi zdaj lahko, če se vrnemo na kolesarjenje, oziroma še pri eni stvari si bil tudi od samega začetka zraven in to je sicer tako imenovan s kratico STKP. Pa bom kar tebe prosil, da mi razložiš, kaj to je in kako je do tega prišlo in kako to izgleda in kaj je to. Torej, zgodilo se je tako, da je predprejšnji predsednik zdaj, Bojan Rotovnik, je enkrat rekel, če bi mi naredili eno transverzalo za kolesarje. Takrat še kolesarji nismo bili tako dobro organizirani, tako da sem jaz kar malo zajel sapo, ampak sem rekel, te prilike pač ne morem izpustiti. Saj sem tudi imel to že v mislih, da bi nekoč bilo, ampak pri meni je bilo to nekoč. Zamislil sem si stvari v bistvu po ideji profesorja Šumljaka, torej po ideji slovenske planinske poti. On je potegnil pot iz Maribora v Ankaran in z idejo, da je povezal hribe, pa tudi mnoge druge stvari. Šel je recimo v bolnico Franjo, potem je šel v Slovenski planinski muzej s to potjo in še marsikaj drugega, torej ne samo kot športni objekt, ampak tudi kot objekt, ki ljudi nekako bogati v etnološkem smislu, ogledaš si kulturne dobrine in tako naprej. Z isto idejo sem jaz šel delati to kolesarsko pot, s tem, da sem spet nekje slišal, da je profesor Šumljak hotel narediti krog nazaj v Maribor, ampak takrat ne vem, iz kakšnih razlogov se za to niso odločili. Najbolj verjetno zato, ker koč ni bilo v obratni smeri, čez Dolenjsko in tako naprej. No, potem je bila ideja, da naredimo ta krog po Sloveniji, ki bi pač predstavil celotno Slovenijo, ta uspeti svet. Seveda smo imeli v mislih tudi to, da bomo kočam dali dodatno povpraševanje. Spet smo iskali zanimive objekte, ki jih SPP še nima, kaj vem, Antonijev rov v Idriji, pa recimo rudnik Mežica. Gremo skozi njega s kolesom. To je ponudba rudnika, zakaj jo ne bi izkoristili. In podobne stvari, torej v vsebinskem smislu smo zelo sledili Šumljaku.
Potem smo leta 2016 to pot odprli, po 3 letih pregledovanja terena, a ne. Pri čemer je šlo tako, da je v bistvu, jaz sem narisal osnovno linijo. Določene stvari sem zelo natančno lahko naredil, ker sem imel izkušnje, ker sem jih že vozil. Marsikje so pa mi pomagali kolegi kolesarji po Sloveniji, a ne, tako da je to skupno delo. Sem si pa zamišljal takrat stvar, da bi bila ta pot samo vodena prek elektronike, torej GPS vodena, ne. Ampak zelo hitro so mi dali vedeti mnogi, da to ne bo šlo, da ljudje hočejo oznake in pa smo začeli to pot označevati, a ne. Tako da zdaj je več ali manj označena, še dopolnjujemo stvari. Dolga je 1850 kilometrov, višinska razlika je 50.000 višinskih metrov. V normalnem tempu se to naredi v 43 dneh z navadnim kolesom, a ne. So pa nekateri hitrejši, seveda. So pa hitrejši, ne. Tako da, mislim, da pot kar živi, prodali smo do zdaj 5000 dnevnikov, kar je malo v primerjavi s slovensko planinsko potjo, seveda je ta stara in dolg, ampak za slovensko planinsko pot je prodanih prek 200.000 dnevnikov. In okrog 11.000 ljudi jo je že naredilo, a ne. Medtem ko tukaj smo na začetku, 5000 dnevnikov in, ne vem, bližamo se številki 100 tistih, ki jo se v celoti prevozijo. Si pa omenil slovensko planinsko pot, ta je pa malo starejša, pa veliko bolj popularna, pa se je že verjetno lahko mirno rečeva zelo prijela med planinci, obiskovalci gora. Tukaj imam tudi 2 naše knjige, zadnjo Slovenska planinska pot, tudi prevedena v angleščino, tole je dnevnik, a ne, kjer se pač nabira žige in kakšno naključje, a ne, Jože, mislim, da ne boš preveč slabe vole, me je sodelavka, a ne, te je zašpecala, da si pa ravno v obdobju, ko si predajal žezlo predsedništva Martinu, a ne, da si pa tudi zaključil slovensko planinsko pot, torej transverzalo, a ne, to imam jaz tvojo knjižico, dobil si tudi značko in samo še to rečem, potem boš pa ti kaj nadaljeval, da tole se je začelo leta 68, imaš tukaj prve žige, čestitke, zdaj si že 11.000 plusi, ne, ki si to opravil, pa mi še ti kaj povej. Torej najprej o tej poti. Gotovo si profesor Šumljak ni predstavljal, kakšno seme je zasadil. Ja. To je gotovo najboljši, ali eden najboljših projektov Planinske zveze Slovenije, kar jih je kdaj bilo, to, kar je on naredil, a ne. S to njegovo idejo. Ker on je pot najprej sprejeljal samo čez Pohorje, pa rekel, pa zakaj ne bi šli naprej? No in tako je nastala ta pot in kot rečeno, kapo dol za njegovo idejo. Zdaj, jaz sem to kot tam na koncu na koncu osnovne šole sem začel to hoditi. Jaz sem relativno pozno začel hoditi v hribe, ker sem imel težave z prenočevanjem. Po noč nisem mogel na višini dihati. Enostavno, nisem mogel spati in zato smo hodili samo na enodnevne izlete starši. No, pol je bilo pa to boljš, ko se je puberteta začela počasi zvenevati, je bilo to v redu in začeli smo na Triglav, no, vse starši so bili izkušeni. Jaz nisem bil, ne, vsaj ne toliko. Potem sem pa v študentskih letih tole hodil, pa je pa tale knjižica nekako obtičala na polici in manjkalo mi je pa 5 žigov tam nekje s Primorske, ki mi niso prav vlekli. Sicer sem pol na vse tiste hribe s kolesi ne vem kolikrat prišel, pa kdaj tudi peš, ampak knjižico nisem več s sabo vzel. Pa sem pa 2 leti nazaj gledal to knjižico, sem rekel, ampak če sem nekaj začel, potem moram tudi končati, ker je to moje načelo pri vseh stvarih. Če se lotim nečesa, pol skušam to tudi realizirati. No in sem rekel, nič, bom končal. No in tako sem končal. In to letos aprila. Letos aprila. Ja, bravo.
Če mogoče zdaj, bil si 8 let predsednik in če pomisliš, Planinska zveza, že od konca 19. stoletja vse do danes, njeno poslanstvo, če pustiva to osnovno planinstvo in organizacija kot taka, suport svojemu članstvu, je šla skozi leta, skozi različne preizkuse, Če je na začetku bilo tudi zelo močen ta nek nacionalni naboj, pa to je bil še čas Avstro-Ogrske, pa borba proti ponemčevanju in tako naprej. Potem med obema vojnama so se novi športi začeli pojavljati, pa izgradnjah koč, pa po drugi svetovni vojni spet naprej. Kaj pa misliš, da so danes tisti glavni izzivi naše organizacije? Torej, gotovo je zdaj zelo prisoten ta naravovarstveni vidik, čeprav smo bili mi pobudniki nastanka parka v okviru doline Sedmerih Triglavskih jezer. To spravi, že zelo daleč nazaj je ta naravovarstveni vidik bil prisoten. Ampak takrat stvar ni bila niti približno tako kritična, kot je danes. In zato je tukaj to gotovo naš zelo pomemben izziv. Drugo, kar je, vzdrževati to infrastrukturo, ki jo imamo, zato, da se ta dejavnost lahko sploh izvaja. To je z ekonomskega vidika, pa tudi z vidika teh problemov v zvezi z naravovarstvom, zelo hud izziv. Tretje, kar je, želimo si obdržati članstvo oziroma ga povečati in predvsem poskrbeti za to, da bi bilo v naših vrstah čim več mladih. Mi smo zelo uspešni pri šolski mladini, zlasti v tej prvi triadi, pa tudi še majčkeno kasneje. Tudi v vrtcih smo prisotni, kar mislim je zelo pomembno. V 3. razredu osnovne šole zajamemo 9% šolske mladine, kar je veliko, še posebej, ker imamo zelo močno konkurenco, tabornike in skavte, ki imajo dosti podobne programe, zelo dobro jih izvajajo. Skratka, moramo se boriti za to mladino. Pa potem malo kasneje pa upadamo, ker se odpre ogromno različnih športov, mladimi niso več od staršev toliko odvisni. Najnižje pademo v času študentov. Takrat je teh stvari neskončno. Nogomet, košarka, potovanje, vse živo. Potem pa ta mladina se poženi, dobi partnerje, dobi otroke in naenkrat ugotovi, da je planinstvo krasen družinski šport. In spet se dvignemo s članstvom in potem tja do 70. leta imamo stabilno članstvo, potem pa razumljivo začne upadati, ker pač ljudje težko še hodijo v hribe. No, torej, zadržati, eden od ciljev je obdržati oziroma povečati članstvo in predvsem na vsak način prispevati k temu, se prizadevati, da je delež mladih čim večji. To je pa že povezano s tem, da razvijamo športe, ki so tudi tekmovalne narave, ker mladina je nagnjena k tekmovalnosti in v hribih je zato veliko možnosti. Alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, ledno plezanje, tekmovalno turno smučanje, vse te dejavnosti, ki se v hribih dogajajo, so nam zanimive. Na splošno bi rekel, da je Planinska zveza odprta za vse športe v naravi, ki niso povezane z motornim pogonom. Skratka, ki ne onesnažujejo naravo. Tukaj moramo biti odprti in mislim, da je to prav. Včasih smo imeli v svojih vrstah tudi jamarje, ampak jamarska zveza se je pač osamosvojila, čeprav moram reči, da poznam kar nekaj ljudi, ki uganjajo oboje.
To bi bili osnovni izzivi, jaz mislim. Najbrž bi se še kaj našlo, pa se mi zdajle ne domislim. Zakaj pa misliš, da je, če rečeva planinstvo, ki je pa tista osnova vsemu, enostavno preprosta hoja v gore, ne? Karkoli se že gremo v gorah, se verjetno začne s tem. Vsaj za večino. In konča. In konča. Vsaj za večino, a ne? Kaj misliš za današnjo sodobno družbo, konkretno tudi našo slovensko, zakaj je planinstvo, hoja v gore sploh pomembno? Nekako vsaj midva se strinjava, da je, ne? Ampak kaj so tvoji vidiki, zakaj je pomembno? No, jaz hodim v gore zato, ker je ta stik z naravami ogromen pomen, a ne. Potem tudi na nek način je to tudi samopotrditev, a ne. Potem gotovo to prispeva k zdravju, a ne. Zakaj je še pomembno? Pomembno je, ker se tam gojijo medsebojni odnosi. In to so odnosi pogosto velike solidarnosti, pomoči, čisto družabnosti. Družabnost je pomembna, dostikrat jo spregledamo, ampak je sila pomembna, a ne. Kaj gore pomenijo? Največ pove to, da recimo tista prijateljstva, ki smo jih kot zelo mladi ustvarili, v tej hribovski druščini držijo zelo dolgo. Ja. Naš mladinski odsek se še vedno dobiva. Čeprav takrat smo bili mladinci že 50 let, a ne. Ampak mi se še vedno vsaj enkrat na let dobimo, tudi v širšem krogu, na enem pikniku, kot klape manjše, pa hodimo še vedno skupaj v hribe, ne. In najbolj smo pa veseli, če se slučajno srečamo, ker se nam poleti težko zgodi, pozimi pa zelo dostikrat na turni smuki. Ja. Ker ta krog turnih smučarjev je ožji, a ne. Predvsem je pa tistih standardnih turnih smukov v Sloveniji relativno malo, a ne. Tako da te stvari nas gotovo na nek način povezujejo in tudi, če pride do kakšnih težav pri komu, smo si solidarno pripravljeni pomagati. Nekaj mojih kolegov je delalo doktorate, pa so rabili malo statistike. No, pa so me poklicali. Ne? Ker brez malo statistike danes ne moreš več doktorata skoraj narediti, ne. Ja. In takrat so me poklicali, če pa jaz kaj drugega rabim, pa tudi pokličem. Mojo ženo, ki je zdravnik, tudi kličejo. Vilma, kako se pa, kaj pa je tole, kaj je to kaj hudega? Ja. Mislim, te vezi držijo. Zakaj misliš, da je to tako? Jaz, pa me lahko popraviš ali pa dopolniš, ugotavljam podobne stvari. Pripisujem pa sicer več plastem, ampak doživljanje gora, ne, doživetje v gorah so zares zelo intenzivna, ne. Tudi verjetno k temu prispeva to, da je naše početje tam gori, če tako rečem, lahko tudi nevarno. Pa ne bi rad dramatiziral, ampak zaradi narave aktivnosti smo dostikrat tudi na preizkušnji in se takrat ljudje tudi v neke višje ravni ali pa drugačne ravni postavljamo, ne. Človeku moraš bolj zaupati, bolj se moraš odpreti. Zelo težko blefiraš, ne, lažeš in na ta način se te osnovne človeške vezi lahko zelo globoko, ne, Ja, ta solidarnost splejo. se razvija in to, kar si rekel, globoko doživljanje. Če primerjamo različne športne panoge in se vprašamo,
koliko knjig nastane kot posledica teh dejavnosti. Največ jih je napisanih o alpinizmu, pa o planinstvu. Zakaj? Ker je to doživljanje na nek način globoko. In solidarnost, ki tle nastopa, nevarnost, ki nastopa, in zato je solidarnost pomembna, zaupanje, ko ti nekoga vzameš v hribe, si odgovoren zanj. Ja, tudi to. In obratno. Ne? Tako da je nekaj na tem in sploh ni slučajno, da je toliko knjig nastalo s planinsko tematiko. Ja. Zlasti z alpinistično, ker ravno tam so stvari na robu. Velikokrat je povezan tudi z nekimi razmišljanji o smislu, ne? In Ja. v smislu ne samo početja v gorah, ampak nasploh smislu obstoja in življenja. Ne? Pa še en praktičen razlog je, ne? Če greš v hribe, to dalj traja. Ne? In Imaš dalj čas za razmišljati. imaš dalj časa tudi, da človeka spoznaš, pa še ne, a ni nekaj najlepšega, kot si že rekel, da greš na kočo prespat, ne? Ja. Najlepše Koče v ima gorah tudi je- svojo moč, ne? Koče so tudi rodile veliko slovenskih planincev. No, vidiš. Tudi planinskih zakonov je ogromno. Ampak, kaj vem, v kočih, premalo spimo v kočah. Ja, Ker najlepše v gorah je jutro pa večer. ja. In v tem hitrem instant planinstvu, kot ga na nek način žal izvajamo, ne, zelo malokrat prespimo. Pa je škoda. Ne, pa je škoda. Ja, Jaz moram reči, da večkrat prespimo v tujini kot pri nas. Tudi zato, ker smo danes smo fizično bolj pripravljeni, oprema je lažja in težko si vzameš čas. Dostikrat si rečem, en dan za vikend bom šel v hribe, en dan bom pa delal, a ne. Medtem ko greš na dopust, takrat si pa vzameš čas. Ne. to je res, ja. Ja, in to je prednost ta pravega dopusta. Pa mogoče bi izpostavil še eno stvar na to prejšnjo vprašanje, a ne, zakaj v gore, ki si jo sicer posredno že nakazal, ampak če bi z eno besedo mogel povzeti, je pa neka preprosta etika, a ne? Ker mislim, da se o tem danes tudi premalo govori, pa bi se mogoče mogli več, ne? Ker če ćemo nekako funkcionirati, brez tega bo težko, a ne. Gore nas pa, ali pa naši odnosi, ki jih doživljamo tam gor, nas pa učijo tudi tega, ne. Ja, planinska etika ima zelo dolgo tradicijo, ne, ki ni omejena samo na pozdravljanje, ne, Ja, ampak no, zdajle sem bil v Meteorju, ne. Tisti, ki hodijo gor pa dol do teh samostanov, v precejšnji meri pozdravljajo. Gor na parkirišču te seveda noben ne pozdravlja. Ne. Tudi preveč ljudi je, da bi se pozdravljali. Ne. Medtem ko tisti, ki hodijo gor pa dol, ne, večina se vozi z avtomobili od samostana in si ogleduje. Ne. Tisti, ki se pa gor grejo in dol, pa čist drugače doživijo to, a ne, in pozdravljajo. ja. Bi pa seveda mogoče verjetno lahko rekla še to, da ena izmed tudi primarnih poslanstev, pa tudi dejavnosti naše organizacije, pa tudi ta, da karkoli že počnemo, bodisi plezamo, se vozimo s kolesom, planinarimo, gorništvo izvajamo, turno smučamo, se z alpinizmom ukvarjamo, da skozi naša usposabljanja, pa skozi naš ustroj delovanja, ne, planinskih društev in tako naprej, se trudimo, da karkoli že počnemo, delamo varno, ne. Gotovo. In zato tudi na teh izletih praktično nimamo nesreč, a ne. Čeprav se to lahko zgodi, a ne. Zdrsniti se da na neki prečki, če imaš malo smole. Čeprav jih 50 pred tabo ni, pa 50 za tabo ni, ampak lahko je smola. In to se zgodi.
Tako da to izvajamo varno, tukaj imamo tudi dolgo tradicijo, imamo literaturo, imamo vodnike, tako da na to mislim, da smo lahko zelo ponosni, a ne. Tako da tukaj smo dobri, to si upam trditi. Lahko bi te vprašal še marsikaj, pa marsikatero temo, ki sva majčkeno obdelala, bi bila lahko verjetno sama po sebi neka materija za pravzaprav eno celo epizodo. Ampak, če bi te mogel še kaj vprašati, pa te nisem, oziroma recimo, da se približujeva koncu najinega pogovora, še kakšna stvar, ki bi jo lahko povzel s tvojim dolgoletnim udejstvovanjem, ki ga znotraj organizacije ali pa tudi v končni fazi, če grdo rečem, tvoje 8-letke, še kakšna stvar, ki bi jo mogoče rad sam povedal ali pa izrazil. Težko se zdaj česa domislim. Danes sem pripravljal slike, ker si naročil, da jih 30 pripravim, in sem bil kar malo nostalgičen, ko sem daleč nazaj gledal, kako je vse to šlo in s kom sem vse bil, koga sem vse srečal. In sem bil presenečen, ko sem pravzaprav videl, koliko krasnih ljudi sem srečal na tej, recimo, planinski poti. To mi ogromen pomen in tudi zato je vredno hoditi v hribe. Ja, drži. Pa tudi nisi se povsem planinsko upokojil, ne? Ne, sploh ne. Jaz po duši nisem rad funkcionar. Jaz sem rad zelo praktičen, zato sem se držal marksizma. No, malo sem se tudi zato držal marksizma, ker ko sem se zaposlil, je bilo z vodništvom težko. Moja služba je bila taka kot pedagoga na fakulteti, da sem bil 9 mesecev pravzaprav zelo, zelo angažiran. Poleti sem imel pa mir, 2 meseca, ker če sem med letom bil priden, sem te lahko takrat v bistvu si vzel čas. In to je bilo idealno za marksizem, ker marksizem, saj to dela tehnične ekipe, so poletja, ne. Tako da to mi je zelo ustrezalo, v tem smislu sem se tudi potem malo angažiral. Jože, najlepša hvala še enkrat za obisk. Hvala za vse tvojo večdesetletno prostovoljno delo in za ves prispevek na različnem področju, ki si ga pač delil z vsemi nami in ga še deliš, in pa seveda vse dobro tudi vnaprej. Ko si že vprašal, če bom še aktiven, 15. pa 16. maja učim na tečaju za marksiste, oziroma vodim tečaj za marksiste. Tako da tega se ne bom, to bom še počel. No, na kolesarje bom tudi še razmišljal, STKP bom tudi še nekako delal, kakšnih funkcij se pa ne bi več loteval, ker je bilo dosti. Pa naj ostane pri tem. Še enkrat hvala za obisk in vse dobro. Hvala, enako. Hvala lepa ti za povabilo.